Današnjim dogodkom uradno odpiramo teden univerze, v katerem vsako leto obeležujemo začetek njenega delovanja. Prav danes najstarejša in največja univerza v Sloveniji praznuje že 90 let. To pa tudi pomeni, da bo leto 2019 prav posebno leto. Praznovali bomo stoletnico obstoja. V vseh teh letih je univerza v Ljubljani ustvarila veliko novega znanja. Vemo, da preznanja ni napredka. In danes Univerza v Ljubljani v slovensko zakladnico znanja prispeva več kot polovico znanstvenih rezultatov. Na tem mestu za besedo prosim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Igorja Papiča. Spoštovane kolegice in kolegi, na današnji dan pred 99 leti, natanko pred 1 uro, je v tej dvorani potekalo prvo predavanje na novo ustanovljeni univerzi. Od skromnih začetkov smo prišli daleč, predvsem zaradi raziskovalne dejavnosti. Čeprav je jasno, da je raziskovalno delo eden od temeljev za razvoj družbe in države, imamo ves čas občutek, da se država tega ne zaveda, kar izkazuje finančna sredstva, ki jih namenja za raziskovanje. Kljub temu naša univerza krepi raziskave, saj dobro vemo, da lahko le z ustvarjanjem novega znanja študentom ponudimo tisto, česar ne morejo dobiti drugje. Nenehno si prizadevamo za še več raziskovalnih projektov in pa, da dosežemo kakovostnejše rezultate. Ta namen že nekaj let uspešno deluje razvojni sklad, s katerega spodbujamo prijave na raziskovalne projekte. Z univerzami Združenja CELSA smo oblikovali poseben sklad za pripravo prijav za evropske projekte. Spostavili smo številna partnerstva, v okviru katerih sodelujemo z univerzami v soseščini, z univerzami Evropske devilt mreže ter s kitajskimi, južnokorejskimi in japonskimi univerzami. Uspešni smo pri pridobivanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta, poleti smo pridobili že 5. Naš razvojni sklad podeljuje finančne spodbude za mlajše raziskovalke in raziskovalce ter mentorje uspešnim Marie Sklodowska-Curie kandidatom, ki so prejeli pečat odličnosti Seal of Excellence. Veseli me, da so tudi letos med prejemniki priznanj za najodličnejše raziskovalne dosežke zastopana različna področja. Naravoslovje, družboslovje, humanistika in tehnika. Zastopano vseh omenjenih področij je prednost naše univerze, zato na prav nobenem od njih ne smemo zaspati ali počivati na lovorikah. Spoštovane avtorice in avtori najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018, hvala za vaše delo. Razvijajte ga tako naprej, z isto zavzetostjo in pa v upanju, da bo še več takih rezultatov tudi v prihodnje. Hvala. Rektor, najlepša hvala. Letošnji osrednji govorec je profesor vodenja in organizacijskega vedenja na Norwegian Business School in pridruženi redni profesor za področje menedžmenta in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev, kot je na primer New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Z nami je profesor dr. Miha Škargalaj. Izvolite. Spoštovani gostje, drage kolegice in kolegi. Počaščen sem, da vas lahko pozdravim in naslovim v tako lepem dogodku, kot je današnji. Priložnosti, ko vsi skupaj praznujemo tisti trenutek inspiracije in neštete dni perspiracije. Trenutek navdiha in nato brez oddiha. Moram priznati, da mi razmislek o tem, kaj povedati tako raznoliki družbi, kot je naša univerza, kar nekaj časa ni dal miru. Z vami želim deliti nekaj kratkih misli, za katere upam, da bodo presegle raven vljudnostnih puhlic, kot tudi pritoževanja nad rastočim antiintelektualizmom in izjemnim razkorakom med podpovprečnimi vlaganji naše domovine v znanost in visoko izobraževanje, ter izjemnimi rezultati, ki jih vsi vi dosegate v mednarodnem merilu. Zato vam bom
povedal zgodbo. Nedelja popoldne. Po nekaj urah dela na članku, ki ga pripravljam s kolegoma z 2 vodilnih svetovnih osnovnih šol, ter umestnim ukvarjanjem z družino, sem se odpravil na krajši tek mimo ene naših fakultet. Ob povratku srečam starega prijatelja, mladega profesorja, ki je medtem, ko je hitel po otroke v kino, še na hitro preveril, kako potekajo njegovi eksperimenti. Oba so se seveda strinjala, da bo zvečer, ko se vse umiri, dober čas, da pred ponedeljkom počistiva še goro elektronske pošte. Tako se bova potem lažje ukvarjala s predavanji in raziskovanjem. Verjamem, da se marsikdo od vas prepoznava v podobnih zgodbah. Kot raziskovalca z področja organizacijskega vedenja in inovativnosti me zanima, kaj ustvarjanje in inovativne ljudi žene dalje, da vztrajate in uspevate v doseganju odličnosti pri svojem delu. Z vami bom zato delil še nekaj raziskovanih spoznanj z področja motivacije za tip dela, ki zahteva veliko odrekanja, svežega razmišljanja in tudi neizmerne predanosti. Prvič, ustvarjani ljudje strastno zasledujejo občutek mojstrstva. Stremijo k nenehni rasti, razvoju, izboljšavam, novim idejam in inovacijam. Drugič, ustvarjani ljudje cenijo in uspevajo z avtonomijo pri delu. In tretjič, ustvarjani ljudje iščejo obrobni smisel. Nekaj, kar presega nas same in kar lahko pusti pozitivno sled. Prav na področju iskanja smisla in namena dela je največ novih raziskovanih spoznanj. Sodobni raziskovalci organizacijskega vedenja poskušamo boljše razumeti idejo prosocialne motivacije. Ugotavljamo, da želja prispevati k dobrobiti drugih vodi do izjemne ustvarjalnosti in inovativnosti ter ustvarja organizacije po meri človeka s kakovostnimi medčloveškimi odnosi. Ljudje, ki čutijo visoko raven prosocialne motivacije, celo živijo dlje in bolje. Organizacije, ki živijo kulturo kolegialne pomoči in sodelovanja, uspevajo v vseh pogledih konkurenčnega boja. Razumeti, videti in čutiti, kolikšen je pravzaprav prispevek ustvarjalcev in inovatorjev k reševanju nakopičenih družbenih, okoljskih, tehnoloških in drugih izzivov za doseganje trajnostnih ciljev razvoja, je torej najmočnejši vzvod motivacije, kar jih poznamo. Kaj torej storiti, da bomo vsi skupaj na naši almi mater čutili in spodbujali tovrstne plemenite motivacijske vzgibe? Eden najmočnejših vzgibov spodbujanja prosocialne motivacije je empatija in uživljanje v kožo drugega. Slišati in videti zgodbe naših študentov, ki nam povedo o transformativni vlogi študija na njihovo delo in življenje, se globoko dotakne vsakogar od nas. Videti, da raziskovani dosežki naslavljajo izzive modrega planeta, da ne pozadno. Včasih korak po korak, včasih pa tudi v preskokih. Pri našem delu, ki je tek na dolge proge, potrebujemo stik z upravičenci rezultatov našega dela. Potrebujemo mehanizme, ki bodo omogočali več sodelovanja znotraj in preko meja univerze, več medsebojne pomoči, več stika s tistimi, katerimi naše delo najbolj koristi. Potrebujemo pa tudi več zaupanja in manj terorizma od tistih, ki so nam zaupali družbeno poslanstvo ustvarjati in širiti nova znanja. Zato si močno želim, da bi se vsi skupaj pogosteje spraševali, zakaj in za koga počnemo, kar počnemo najbolje. V času, ko nove tehnologije in družbeni premiki postavljajo marsikaj na glavo, je povratek k osnovnem vprašanju, zakaj, gotovo na mestu. Čestitke vsem avtorjem najodličnejših raziskovanih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018. Posebna zahvala gre tudi vašim bližnjim, ki vas pri tem podpirajo in razumejo, da se naše delo ne meri niti v urah, niti v kilogramih. Želim vam, da bi še naprej čutili plamen strasti, prispevati k napredku znanosti in družbe. Dela je še veliko, zanosa pa na srečo prav tako. Hvala. Tisočka Lavaj, najlepša hvala, da ste z nami delili vaše misli. Najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani smo letos izbrali že 5. zapored. Njihove povzetke smo zbrali v priročno knjižico, ki ste jo vsi prejeli ob prihodu na današnji dogodek. V naslednjih trenutkih bomo njihove predstavitve slišali tudi v živo. Vsak avtor ima za predstavitev dosežka na voljo 6 minut. Minuto pred koncem posamezne predstavitve bo kolegica z napisom 1 minuta avtore predstavitev opozorila na čas, v katerem mora svojo predstavitev zaključiti.
Zdaj pa že na govorniški oder vabim docenta dr. Mateja Butalo z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V imenu raziskovalne skupine bo predstavil mehanizem, s katerim bakterijski virus spremeni svoj življenjski slog. Lepo prosim. Spoštovani, hvala za besedo. Čast, veliko veselje mi je, da bom lahko predstavil dosežek naše raziskovalne skupine. In sicer virusi inficirajo tudi bakterije, ne samo nas, ne samo živali. In pri tem so razvili specifične mehanizme, molekularne mehanizme in molekulska orodja, s katerimi nadzirajo procese v teh bakterijah. Na sliki je prikazan bakterijski virus, velik 21 000 vašega debeline vašega lasu, katerega smo študirali, in ta virus inficira bakterijo Bacillus thuringiensis. V kratkem predstavljam sestavljanje iz proteinske kapside in notranje membrane, ki ščiti brižno DNA. In ta virus se veže na površino bakterije, kot vidite, najde svoj specifični receptor in preko tega, da invaginira notranje membrane, brizga DNA v bakterijo. In naš cilj je bil raziskati, kako ta bakterijski virus specifično nadzira svoj življenjski slog, svoj življenjski cikl, kajti mehanizmi v teh virusih bakterijskih so zelo slabo poznani, kljub temu, da je bakterijskih virusov vse polno okoli nas. In kar smo ugotovili, je to, da znano je, da ta bakterijski virus lahko prevzame dva različna sloga življenja. In sicer en je tak, da pride v speči dormantni slog, s tem, da se pomnožuje njegov genom hkrati skupaj z bakterijo. V drugem ciklu pa lahko ta bakteriofag, ta virus, preide v življenjski slog, ko začne sintezo novih virusov in oblizi bakterije sprostiti viruse v okolje. Zdaj, to se zgodi takrat, ko zaznane bakterija v slabem stanju, da je poškodovan genom. In to takrat ta bakteriofag vklopi genetsko stikalo. V naši raziskavi smo proučili to genetsko stikalo tega bakteriofaga in v kratkem, da obrazložim, bakteriofag sintetizira mali protein, velik 60 aminokislinskih ostankov, prikazan v roza barvi, in se veže na točno določeno mesto na DNA svojega genoma v bakteriji. In v tistem trenutku v nas se pritegne še encim bakterije, RNA polimerazom, ki na to usmeri sintezo kapsidnih proteinov, sintezo torej kapside in vbrizganje DNA, enkapsulacijo DNA ter tvorbo novih virusov. Torej, če se predstavljate, bakteriofag prevzame dejansko bakterijski protein in ga usmeri v svoje delovanje. In na tak način smo prepoznali genetsko stikalo, kako bakteriofag razvije specifičen življenjski cikl. Po drugi strani pa smo proučili, kako bakteriofag postane dormant speč v bakteriji, ko so ugodni pogoji za to, da bakteriofag želi preživeti. In v ta namen pa bakteriofag sintetizira drugi mali protein. In to je, vidite ga na sliki, strukturno pogled smo pridobili, tako v ta mali protein, kot v njegovo tarčo bakterijsko. In sicer ta mali protein pa se veže na transkripcijski faktor Lexa bakterije, ki je torej poglavitni regulator stresnega odziva v bakteriji. In kot vidite, ta mali protein prilagodi protein, ga konformacijsko preoblikuje do te mere, da se protein boljše veže na DNA. In ta strukturni pogled v to in sam mehanizem delovanja je unikaten. Protein Lexa najdemo pri številnih bakterijah in je ključni protein, ki nadzira razvoj odpornosti proti antibiotikom pri bakterijah. Zato ta mali protein, drugi protein iz 60 aminokislin, za nas predstavlja skelet, ogrodje za razvoj učinkovin, ki jih nameravamo razviti. Koliko si predstavljate, torej ta virus bakterije tekom milijone let skupne evolucije z bakterijo razvil mali protein, ga je izklesal do te mere, kakor ga mi ne moremo v laboratoriju. In mi ga sedaj s tem informacijo, kako izgleda ta interakcija z bakterijskim proteinom, želimo izkoristiti za razvoj učinkovin, ki bi podaljšali obstojnost današnjih antibiotikov. Verjetno veste, da je alarmantno stanje v zdravstvu glede uporabe antibiotikov in tudi v veterini. In rabimo nove alternative
alternativne poti in ta bakteriofag sigurno predstavlja eno od takšnih. V zaključku bi se rad zahvalil, seveda, raziskovalci. Smo tako raziskovali s skupinami v Sloveniji, vrhunski raziskovalci iz Grafu Podlesek, Vesna Hodnik in pa v tujini iz Anglije, Španije, Amerike. In pa izpostavil bi rad tudi to, da je večino raziskovalnega dela izvedla takrat še magistrantka Anja Pavlin, ki je v bistvu študentka drugostopenskega študija, bila takrat molekulska in funkcionalna biologija, pridobila je večino tistih ključnih rezultatov, ki so nam koristili za to objavo in kar nakazuje na to, da smo na študijskem programu sposobni izobraziti kader in to delamo, ki je sposoben snovati in pridobiti rezultate. In to je zelo pomembno, ker je to le primarno naše delo na univerzi. S tem bi se zahvalil za vašo pozornost. Najlepša hvala, dr. Butala, za vašo predstavitev. Naslednji najodličnejši raziskovalni dosežek prihaja z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalke so se ukvarjale z obnašanjem hotelskih gostov. Kaj konkretno so raziskovale in zakaj, nam bo v imenu raziskovalne skupine razkrila izredna profesorica dr. Ljubica Kneževič. Spoštovani gospod rektor, prorektori, dekani, prodekani, nagrajenci, lepo pozdravljam tudi z moje strani. Zelo sem vesela, da smo danes tukaj, da vam predstavim del raziskav, ki jih imamo skupaj z fakulteto Univerze v Queenslandu in z fakulteto Univerze Linz iz Avstrije. V bistvu mi tri se ukvarjamo z vprašanjem odnosa človeka do okolja. Zanimivo smo na ekonomski fakulteti, ampak to je del vedenske ekonomije. Izvajamo eksperimente v realnem okolju in sicer v času počitnic. Zakaj? Zato, ker je turizem odgovoren za 8% globalnih CO2 emisij. Na letni ravni naredi 35 milijonov ton odpadkov in povprečen turist porabi več kot 300 litrov čiste vode na dan. In to so razlogi, zakaj mi v svojih raziskavah poskušamo spodbuditi in spremeniti vedenje posameznikov, da se v času počitnic obnašajo okolju bolj prijazno. No, morda sem na besede rektorja, ker je izpostavil, da je slovenska znanost slabo financirana. Za vse to smo dobili denar od avstralske agencije za raziskovanje in s tem denarjem te raziskave financiramo v zadnjih 5 letih, tako da tudi če pri nas ni na voljo, je tukaj. Ta članek je le en del, kot sem rekel, raziskav, ki jih izvajamo in sem posebej vesela, zato ker so rezultati neznačilni, smo jih uspeli objaviti, to zelo rada delim s svojimi doktorskimi študenti in tudi danes dobiti nagrado za najodličnejši raziskovalni dosežek, ker vsi si nekako v znanosti želimo značilnih rezultatov na svoje poskuse. Da ne bom predolga, svoje eksperimente izvajamo v hotelih, v realnem okolju. Ta eksperiment smo izvedli v Eko-hotel Bohinj. To pomeni, da moramo zelo veliko sodelovati z menedžmentom in zaposlenimi. V okviru tega eksperimenta smo želeli preveriti, ali opozorila, to, da trkamo na norme in vrednote posameznikov, lahko vpliva v času dopusta na spremembo njihovega vedenja. Skupaj v nekaj poskusih smo razvili te označbe, ki smo jih namestili v hotelu. Hotelske sobe smo razdelili v 4 skupine. V prvi skupini ni bilo označb, v drugi skupini so bile označbe, ki so le opozarjale, to je prve navedke, v drugi, ki so nekako zbujale občutek krivde in v tretji, ki so pač bile bolj zabavnega osebine. Eksperiment je potekal 3 mesece v tem hotelu in v njega smo imeli več kot 3000 udeleženih v samem eksperimentu. Merili smo dejansko vedenje. V vsaki hotelski sobi smo imeli nameščen elektrometer, ki je meril količino električne energije, ki jo porabijo. V delih hotela smo imeli nameščene vodometre, da smo merili količino vode, ki je bila porabljena, in ne nazadnje so čistilke štele brisače, da smo tudi merili količino hotelskih brisač, ki je bila v tem času porabljena. No, zelo dober eksperiment.
osnovna statistika, distribucijo, razporeditev števila uporabljene energije po sobi, v bistvu brisač in vode. In kot vidite, sama distribucija je zelo podobna, vse 4 skupine, ni bilo nobene razlike. A so nalepke vle gor, a so nalepke spodbujale krivlju, so bile zabavne ali samo pozadnje. Tako da temu mi rečem zelo dober neuspel eksperiment. Ta članek smo skoraj pustili v predalu, ampak glede na količino dela in napora, ki smo naredili, smo se le odločili, da ga pošljemo v revijo in je bil sprejet načeloma brez pripomb. Tako da s tem člankom smo v bistvu teoretično nekako utrdili pot v temu, da smo pokazali, da se človek v času, do okolja obnaša v času počitnik drugače, kot v vsakdanjem okolju, kar v bistvu nekako opozarja na vprašljivost uporabe teorij, ki so ustaljene v okoljski psihologiji v samem kontekstu turizma. Po drugi strani smo na ta način tudi nekako postavili in želimo nadaljevati naprej z izboljšanjem uporabe terenskih oziroma realnih eksperimentov v družboslovju. Družboslovje načeloma ne uporablja te metode v veliki meri in s tem smo nadaljevali tudi naprej v svojih raziskavah. In nazadnje praktična vrednost tega je, ki je tudi bila nekako odmevna v medijih, da to, kar dela milijone hotelov na svetu, enostavno v naših izsledkih kaže, da nima velikega učinka in da je v bistvu v času hedoničnega konteksta, kot je turizem, je treba posameznikom dati več spodbude, če želimo, da spremenijo svoje vedenje v okolju bolj prijazno. To smo uspeli v naslednjem eksperimentu, ampak danes o tem veliko. Najlepša hvala za pozornost in lepo zdrav tudi za moje strani. Pisarica Kneževič, hvala tudi vam. Ostajamo pri ljudih. Tisti na invalidskih vozičkih se dnevno srečujejo z ovirami, na katere drugi niti ne pomislimo. Stopnice, stranski namigi in še kaj. Raziskovalci s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so razvili robotski električni voziček, ki ga pri takšne ovire na vse uspešno premaguje. Na kakšen način bo v imenu raziskovalne skupine povedal asistent dr. Janez Podobnik. Najlepša hvala za besedo, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam. Vsi se dobro zavedamo pomena mobilnosti za vsakega posameznika. Bivalno prizadete osebe se pomagajo z asistenčnimi tehnologijami in pripomočki. Tem omogočajo enostavno še izvajanje vsakodnevnih opravil, vključevanje v socialno življenje in pomembno prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja. Najpogostejši pripomočki so invalidski vozički, tako ročni kot električni. Poznamo tudi druge pripomočke, kot so recimo eksoskeleti. Invalidski vozički se izkažejo kot dobro mobilni v prilagojenih okoljih, je pa premagovanje ovir, lahko vidite tudi spole, kot so stopnice, robniki, razgibani tereni še vedno zahtevno. Zato so za najbolj prizadete osebe potrebne nujno prilagoditve. Za teh prilagoditev, teh rešitev lahko prijemo za uporabo sodobnih tehnologij mobilnosti. To so eksoskeleti in naprednejši električni vozički, ki temeljijo na naprednih pogonskih sistemih, kot so kompleksni kolesni sistemi, gusenični sistemi. Na zgornji sliki lahko vidite primere takih invalidskih vozičkov med premagovanjem ovir. Z uvajanjem kompleksnih sistemov vodenja, senzornih sistemov, pa izboljševanja avtonomije, pa že prehajamo na področje robotskih invalidskih vozičkov. To je pa novo področje, relativno v zgodnji fazi razvoja, zato smo se v laboratoriju za robotiko na podlagi dolgoletnih izkušenj z razvojem asistenčnih tehnologij odločili, da sami razvijamo robotski invalidski voziček. Cilj je bil razviti raziskovalno in izobraževalno platformo, uporabljati nove tehnologije, poiskati seveda nove, neobstoječe in inovativne rešitve. Sodelovanju, oziroma v delo smo vključili tudi študente, k sodelovanju pa vabili tudi industrijske partnerje in tako rekoč večino sredstev, finančnih sredstev, ko smo izbrali od industrijskih partnerjev. Nenazadnje smo se odločili tudi sodelovati na mednarodnem tekmovanju
Cybertron, kar nam je v bistvu tudi postavilo časovni okvir za razvoj vozička. Tekom razvoja smo razvili 2 prototipa, drugi prototip lahko vidite na tele animaciji. Načrtan, razvit in izdelan je bil v 9 mesecih in je sedaj služi kot testna platforma za razvoj nove, sodobnejše variante robotskega invalidskega vozička. Odlikuje ga zelo dobra mobilnost, vsako kolo ima svoj motor za zavijanje, za premagovanje stopnic in zahtevnih terenov skrbi gosenični sistem za prilagodljivim naklonom, za varno in udobno vožnjo pa skrbi prilagodljiva ergonomija sedežnega sistema. In seveda za vse skupaj skrbi hierarhičen, kompleksen sistem vodanja. Za tem vozičkom smo se mi udeležili No, tole je naš študent Roli Bojanec, ki je bil voznik našega vozička. On je tudi uporabnik sicer ročnega invalidskega vozička. Posnetke pa vidite iz tekmovanja Cybertron. To so v bistvu kibernetske paraolimpijske igre, na katerih tekmovalci tekmujejo z najsodobnejšimi asistenčnimi tehnologijami. Tako so različne discipline, kot so vidite invalidski vozički, exoskeleti, proteze. No, tukaj vidite naš voziček med premagovanjem stopnic, ki so se izkazali za najbolj zahtevno oviro. Saj marsikatera ekipa ni uspela stopnic prevoziti v zadanem času. Zasedli smo 3. mesto. Tukaj bo še naš študent voznik pokazal to odlično mobilnost vozička, se je uspel na tem mehnem zmagovalnem modulu zavrteti za 360 stopinj. Kot sem rekel, zasedli smo 3. mesto. Naš študent Roli Bojanec je prevozil to progo v krajšem času, kot prvo mesto tudi predstavitev. Je pa ta voziček, ki ga vidite, od teh 3 na zmagovalnem modulu edini tak, ki je sposoben premagati poljubno število stopnic, poljubne geometrije. Se ni bil zasnovan zgolj za to tekmovanje. No, uspeh ni odmeval samo na tekmovališču, uspel tudi v akademskih krogih. Uspeli smo namreč objaviti članek o eni najbolj prestižnih in najbolj brannih robotskih revij, Reality Robotics and Automation. Magazin odmeval je pa tudi v širši javnosti. No, tukaj bi še naštel najpomembnejše člane ekipe, to so dr. Jure Rejc, dr. Sebastian Šrajper, profesor Mark Munih in profesor Matjaž Penkar. Najlepša za vašo. Hvala. Hvala lepa, dr. Bojan. S tehnikom pa bomo nadaljevali in sicer malce drugačno. Interdisciplinarna skupina Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Biotehniške fakultete, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta je s pomočjo jedrske magnetne resonance uvedla edinstveno metodo. Nagovorniški vabim izrednega profesorja dr. Blaža Stresa. Spoštovani, lep pozdrav tudi v moje strani. Naša stvar se začne z dobro predsodbo. In sicer v bistvu za problemom. Ta problem pa je, da smo mi v 2 letih in pol sledili zagon ene 4-megavatne bioplinske elektrarne. Spremljali smo množico enih parametrov, za katere se je izkazalo, da jih ne moremo niti dobro uporabiti za sledenje in identifikacijo tistih parametrov, ki so ključno povezani z izplenom, energetskim izplenom te elektrarne in z samim delovanjem elektrarne. Zaradi tega smo potem se odločili, da bomo prišli na eno popolnoma drugo tehniko, ki do zdaj še sploh ni bila uporabljena v tem okolju. In sicer prišli smo na področje metabolomike, anaerobnih okolij, mikrobnih metabolitov. Iz elektrarne, ki ima skupni volumen 10 olimpijskih bazenov, se pravi več od 10.000 kubičnih metrov, raztopljenega materiala smo vzeli vzorce, te vzorce smo potem analizirali, posneli profile, NHMR, za kar smo morali adaptirati in spremeniti postopke, identificirali metabolite, metabolne mreže in potem smo v bistvu z analizo nevronskih mrež in z multivariatnimi analizami pokazali, da imajo aktivni
reaktorji pač neke karakteristične metabolne lastnosti, ki se signifikantno ločijo od drugih reaktorjev, drugih parcialno inhibiranih stanj, ko se sam reaktor, oziroma sama elektrarna še lahko metabolno pobere in še se sama vrne v območje aktivnega delovanja. In v 24 urah, dokler se to samo od sebe reši in mikrobi prevzame pobudo, so stvari enostavno rešljive. Sprotno pa se lahko kaj hitro zgodi, da reaktorji potonejo in aktivnost upade, s čimer so povezani tudi veliki stroški, ko elektrarna še naprej praktično porablja surovine, ne proizvaja pa več energije. In z analizami smo potem pokazali, da tovrsten hitri pristop identifikacije omogoča svetovanje in krmiljenje popravljalnih mehanizmov, ki elektrarno namesto iz 10-dnevnega zastoja vrnejo nazaj v aktivno delovanje že po 24 ali pa 48 urah, s čimer smo bistveno zmanjšali potrošnjo substratov in izgubo energije. Ker je to vse povezano z industrijo, smo v bistvu se poglobili tudi, zakaj prihaja zaradi industrijskega doboja delovanja do raznih inhibicij in smo potem pomislili, da morda obstaja tukaj še skupni interval med 10 000 kubičnih metrov veliko elektrarno in podobnih sistemov, ki prihajajo iz prehranske industrije in iz intenzivne reje živali. V obeh primerih prihajajo do raznih inhibicij, ki pa imajo različna imena. In z poglobljeno analizo smo potem pokazali, da praktično nastopajo v obeh primerih isti metaboliti, ne glede na to, da gre za na eni strani grejeno okolje, na drugi strani za živega gostitelja, na eni strani imate več tisoč kubičnih metrov velike sisteme, na drugi strani pa manj en kubični meter. In pokazalo se je, da je biokemijsko ozadje v teh primerih praktično identično in z tega stališča potem lahko gremo še en korak dalje in smatramo to, kar sem zdaj povedal, zgolj kot predzgodbo za to, kar počnemo zdaj. In to je metabolomika analognih bioloških sistemov. Na eni strani imamo, se pravi, bioplin, v sredini imamo živalsko proizvodnjo in v zadnjem času tudi vstopamo na področje medicine, človeka in zdravja. Tako da vsega tega ne bi mogli narediti, če ne bi bilo spletnega sodelovanja med Univerzo v Ljubljani, njenimi članicami in Kemijskim inštitutom. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, profesor Stres. Raziskovalci z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Inštituta Max Planck v Nemčiji so odkrili urejanje naboja v relativno enostavni kristalni strukturi in s tem odprli nove možnosti pri razvoju informacijskih tehnologij. Dosežek bo v imenu raziskovalne skupine predstavil profesor dr. Denis Vrčan. Hvala lepa, spoštovani gospod rektor, spoštovani dekani, spoštovani kolegice in kolegi, veliko čas mi, da predstavim naše raziskovalno delo, ki je nastalo v sodelovanju med mojo raziskovalno skupino in Inštitutom Joža Štefan ter Inštitutom Max Planck v Dresdnu. Moje delo se predvsem usmerja na novik, dobro prevajajo električni tok. In če se vprašate, kaj je tisto, kar določa, ali je neka snov, prevodnik, kovina ali neka snov izolator, to so dejansko ključni instituti elektroni v zunanjih lupinah. Recimo, tukaj imamo nekaj, ko se atomi spravijo skupaj v kristalno mrežo, vse glavne funkcije teh elektronov v zunanjih lupinah prikrivati in tvorijo prevodne in pa izolatorske pasove. In to je tisto, kar dejansko določi, ali je neka snov postane v končni fazi izolator ali kovina. Zanimivi so pa tisti primeri, ko imate recimo na različnih mestih različno število elektronov v zunanjih lupinah. Recimo, da bi imel na tem mestu 4, recimo na tem mestu bi imel samo 3 elektrone v zunanjih lupinah. To so sistemi, ki so dejansko tudi tehnološko zelo pomembni in jim rečemo, da so to sistemi zapišeno kvadratsko. Lahko si zdaj predstavljate, kaj se v takih sistemih dogaja. Recimo, če imam na tem mestu 4 elektrone, bi morda želel dati 4 elektron skočiti na sosednjem mestu, kjer pa imam samo 3. Ja? In zaradi tega so take snovi pogosto zelo dobri prevodniki. Najdete jih recimo v zelo zanimivih sistemih, kot so taki
visokotemperaturni prevodniki, bakofoksidni sistemi ali pa moji sistemi, ki sem dolgo časa raziskoval, polyrenski sistemi, vsi spadajo v to kategorijo in imajo dejansko odlično prevajajo, idealno prevajajo električni tok pod določeno temperaturo, kritično temperaturo. Uporaba, ki jo vidite, tukaj najdete recimo v magnetih, pri slikanju z magnetno resonanco, vsi tisti so velik oklep, ki vas obdaje, takrat, ko vas pravijo v magnet, to je dejansko vse tam superprevodni material. Drugi tak zanimiv primer uporabe sistemov za mešano valnico so sistemi, ki kažejo velikansko magnetno upornost. Se pravi, upornost materijala je močno odvisna od uporabljenega magnetnega polja. Če boste prišli domov in razdali vaš hard disk, boste gotovo našli nekje znotraj majhen košček, ključni del v brani glavi, ki se naslanja dejansko na tovrstne materijale. Moja tretja, tisto, kar smo se pa mi tukaj ukvarjali, pa je, ali se lahko dejansko narava materijala spremeni kot recimo nekega kontrolnega parametra, recimo temperature, lahko bi tudi uporabili tlak, recimo. In takih primerih govorimo o prehodu med kovino in izolatorjem. Taki prehodi, seveda, nismo prvi, ki smo na to naleteli, so znani že dolga leta. Evervej je v 30 letih študiral zelo znan magnetni material, magneti, za tako kemijsko formulo, torej je taka kristalna struktura takega materijala in ključno tukaj dejansko za nas, kar je za nas tukaj zanimivo je, da imate na mestu, tukaj so te vijolčasta železnog mesta, kjer se imenuje valenčno stanje NF2 plus FFC+. Se pravi, na nekih mestih imate eno število elektronov, na nekem drugem sosednjem mestu pa imate lahko en elektron več. In seveda, pri visokih temperaturah, ko gledate tako kristalno strukturo, je ta ekstra elektron, ta dodatni elektron, zelo hitro skače med temi železovimi mesti in imate zelo dobro prevoden material. To je recimo tukaj vidite prevodnost, temperaturna prevodnosti, v tem delu recimo je zelo dobra prevodnost, pomeni, da je vaš sistem prevodi kovino. Potem se pri določeni temperaturi, 122 Kelvinov minus 150 Celzija približno, se pa nenadoma upornost poveča. Kaj je razlog temu? Ja, tisti ekstra elektron se je kar naenkrat lokaliziral na posameznih železnih mestih in imate dobro določene železo 2 plus in železo 3 plus valence. No, sistem, ki smo ga pa mi raziskovali, pa še bolj enostavno. To je sistem CD4-6. V tem sistemu imate take O2 skupine, ki so razporejene v stanje mreži, kubična mreža in nekatere te skupine kažejo vzgor, nekatere v desno, nekatere pa proti ven. No, in zdaj pa smo kristalno strukturo določevali, smo opazili pravzaprav najprej, da je, recimo, če pogledate dolžino take vezi, daljo med dvema sosednjima kislikoma, imajo pravzaprav vsi take skupine imajo enako razdaljo. Če prištejem, koliko elektronov imam na voljo, imam pa 4 elektrone na voljo, pa 3 take skupine. Se pravi, je en ekstra elektron in ta ekstra elektron mora hitro skakati med sosednjimi mesti. No, ko smo pa sistem ohladili, smo pa podobno kot za tem sistemom opazili, da se kar naenkrat začnejo razlikovati med seboj in dejansko ko smo pripisali na vojnemu urejanju. Se pravi, v tej skupini bi imeli recimo 2 elektrona lokalizirane v modri skupine, imamo pa samo en elektron. Zelo podobno kot v magnetitu in tudi v temperaturni odvisnosti prevodnosti lahko nekaj takega prepovajo. Vrednost našega dela, da imamo pa nov sistem, kjer lahko raziskujemo, kako hitro je ta nabojna dinamika, z različnimi metodami, programska spektroskopija z elektronsko paramagnetno resonanco, spektroskopija z jedrsko magnetno resonanco in dejansko lahko ugotovimo, kakšna je skala, časovna skala takega raziskovanja. Kakšna je dodatna vrednost tega dela? Naenkrat imamo pa še dodatne prostostne stopnje, s katerimi mi lahko kontroliramo, ali je neka snov dobro prevaja, ali ne, ali izolator. Imamo možnost vplivanja ali preko magnetnega odziva ali pa preko tako imenovanega orbitalnega odziva. S tem bi jaz pravzaprav zaključil svoj predstavitev in se vam zahvalil za vašo pozornost.
Raziskovalci z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so razvili anularno lasersko glavo za 3D tisk kovinskih materialov. O prednosti dosežka bo v naslednjih minutah govoril profesor dr. Edvard Bovekar. Spoštovani zbor, veliko čas mi je predstaviti ta dosežek, ki je večjih raziskovalcev, poleg mene, vodja skupine, tukaj v prvem kolega Aleksandra Kricova, Andreja Romnja in mladi raziskovalci, mladi reporterja, ki so v veliki meri prispevali k temu dosežku. Vsi ste več ali manj najbolj slišali za to tehnologijo 3D tiska, ki je v delovanju tehnologija sedaj precej vroča tematika, namreč zakaj, ker nam v nasprotju z obstoječimi tehnologijami omogoča izdelavo izredno kompleksnih izdelkov z vidika geometrije in samega materiala, s katerim pač gradimo ta izdelek. Potrebe so v avtomobilski industriji, letalski, vesoljski industriji. Če karikirano mogoče predstavim poanto teh tehnologije je, če se včasih kot inženir uporabil v konstrukciji krivo lukno ali pa zvrtino, je bil to presedan. Danes bo presedan, če tega ne boš uporabljal. Zdaj, za to tehnologijo obstajata dva procesa. Eden je tako imenovano selektivno lasersko taljenje, pri katerem se na površino, ko se nanese prah, selektivno teli ta nanesen prah. Druga tehnologija, s katero se pa mi ukvarjamo, je pa tako imenovana direktna depozicija z uporabo laserskega žarka, kjer z tako imenovano glavo oziroma šobo na isto mesto, kamor želimo dovesti naš nadaljni material, dovedemo sam prah, energijo za priteljevanje tega prahu ali kovinske žice in pa seveda tudi zaščitni plin. V svetu oziroma obstoječi sistemi temeljijo na različnih konceptih, kar je tukaj prikazano je so različni koncepti teh laserskih glav oziroma šob. Kot vidite, enotno vsem tem sistemom je, da imamo aksialno laserski žarek in potem se dodaljni material, ki se oblikujejo preholi žice, dovajajo od strani. Tukaj je bilo potem poseben sistem z večjimi šobami dodajnih, tukaj vidimo nek anularni dodajni sistem za prah. V našem primeru smo uporabili obratni koncept, in sicer v osi dovajamo material in po obodu uporabljamo tako imenovani anularni ali globarijski laserski žarek, ki ga potem tukaj skupaj sfokusiramo na mesto, kamor želimo nanesti material. Prednosti takega sistema je predvsem v simetriji, s čimer dosegamo večjo stabilnost procesa in predvsem visoke izkoristke prahu, ki so v obstoječih sistemih tam okoli 50%, v našem primeru pa dosegamo preko 80% izkoristek dodanega materiala. Tukaj je predstavljen ta schema tega sistema, ki smo ga razvili v ta namen. Ključni element tega sistema je ta enota, ki nam Gaussov žarek razlikuje v globarjanski oziroma anularni žarek in ki ga potem takole vodimo koaksialno z osjo dodanjega materiala in poleg visokih izkoristkov s tem dosegamo tudi možnost spreminjanja intenzitete porazdelitve laserskega žarka na površini. Namreč obstoječi sistemi imajo vsi običajno Gaussov žarek, v našem primeru pa lahko uporabljamo globarjasti, imenovani klobučasti ali tophead do Gaussovega žarka in to se izkaže kot velika prednost v različnih aplikacijah. Uvodne raziskave oziroma razvoj laboratorijskega sistema se dejansko začel na procesu tvorjenja kovinskih kapljic iz kovinske žice. Motiv za to je bil izdelava zahtevnih mikrospojov v elektronski in elektroindustriji za uporabo energije kapljice. Kot sami veste, če opazujete doma, če imate recimo v kuhinji vodno pipo, pa hočete ločiti tisto kapljico, da se vam loči, je običajno potreba uporabiti nek mehanski udarec, no v našem primeru uporabljamo za ta namen laserski blisk. No in pokazalo se je kot izredno pomembno, da če hočemo kapljico ločiti, na katerem mestu viseče kapljice uporabljamo ta laserski blisk. In ta oddaljenost od položaja laserskega žarka od viseče kapljice je generirala različne načine ločevanja.
V primeru, ko je laserski blisk zelo blizu, dobimo eksplozije. Če se oddaljimo malo višje, dobimo uspešno ločevanje. Pri določeni razdalji dobimo zelo posebni pojav ločevanja in zločevanja in seveda primer, ko se kapljica ne uspe ločiti. To so scenariji, ko želimo otvoriti kapljico na zahtevo. Sprav v tistem trenutku, ko jo potrebujemo, uporabimo laserski blisk in tvorimo kapljico. Raziskanje je bil še drug proces, in sicer tako imenovano kontinuirano stvorjenje kapljic, kjer kontinuirano dovajamo žico in z določeno frekvenco laserskih bliskov streljamo v to žico in tam smo zaznali različno, predvsem resonančno pogojene načine ločevanja in kot najbolj stabilen se je pokazal ta tako imenovani način ločevanja, ki je kapljica niha kot masa vzmet in tudi najbolj determinističen in uporaben za nadaljne aplikacije. Tukaj je nekaj primerov uporabe, primer kapljičnega spoja z srebrno kapljico, srebrna folija na substratu z tanko površino srebra, različne strukture, 2D strukture in seveda tudi 3D strukture. Ti rezultati so bili predstavljeni na različnih konferencah in v objavljenih revijah in preko tega smo prišli v stik z japonskim mednarodnim koncernom, s katerim zdaj sodelujemo že 4. leto in z njimi smo potem skupaj razvili tako imenovano univerzalno lasersko glavo, ki poleg nanašanja žice z manjšimi spremembami teh zadnjih enot omogoča tudi nanašanje prahu. In to je v bistvu unikum na tem področju. Tukaj recimo je samo vidite mala sprememba na teh dodanih elementih, ki vidimo z minimalno spremembo sistem za dodajanje prahu. Kako te dva procesa zgledata, tole primer dodajanja žice, zelo podobno kot na teh tiskankih, kjer nanašamo polimerne materiale. No, v primeru prahu je proces več bolj buren, ampak prednost prahu je, da nam omogoča različno kombinacijo različnih materialov, izdelavo gradientnih komponent, kjer iz enega položaja do drugega prehajamo v različne lastnosti. No in kot izrazita prednost našega sistema je pa to, da lahko spreminjamo porazdelitev intenzitete, ki se je pokazal poleg tega, da dosegamo izredno visoke izkoristke, tudi kot zelo pomemben parameter na lastnosti nanosov. Samo na kratko, recimo, to je animacija dodanja prahu, ko imamo anularni grafik. In vidimo te točke, to so torej prah, ne. Na primeru Gaussova proces izgleda precej drugačno. No in vsled te različne dinamike delilnega brazena seveda dobivamo povsem različne lastnosti nanašenega sloja. To se odraža v razliki v obliki in potem seveda tudi v sami mikrostrukturi, kar pa je izrednega pomena pri izgradnji zahtevnih komponent letalskih in avtomobilskih industrij. Hvala lepa za vašo pozornost. Profesor Bobekar, najlepša hvala. Zdaj pa beseda in to dobesedno. Slovar Sopomenk sodobne slovenščine je rezultat razvojno-raziskovalnega projekta, ki je ponudil napredno digitalno slovarsko spletno aplikacijo in odprto dostopno bazo podatkov. Avtorji projekta so raziskovalci z Filozofske fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Slovar Sopomenk sodobne slovenščine nam bo predstavil asistent dr. Simon Krik. Lep pozdrav vsem. Vsi tisti, ki jih vidite napisane na ekranu, se vam zelo lepo zahvaljujejo za to priznanje, oziroma zahvaljujemo. Namreč mi imamo zelo radi svoje delo in uživamo v tem in se nam zdi, da delamo super stvari, včasih je pa dobro, da tudi za manje priznanje, zato se vam zahvaljujemo. Zdaj, zato, da bi razumeli malo bolj celoten kontekst tega, kar bom predstavil, je pravzaprav treba iti par let nazaj. In namreč mi imamo v 21. stoletju s slovenščino določen problem.
Jeziki se digitalizirajo in problem, ki ga imamo, je ta, da sodobna slovenščina v bistvu ni dobro opisana. Še tiste vire, ki jih imamo, pa v bistvu niso dostopni na način, da bi jih uporabljali za sodobne tehnologije, ki vemo, da zdaj rabi vsak jezik, kot recimo strojno prevajanje, sinteza, razpoznava govora, semantične tehnologije in tako naprej. In že 5 let nazaj, leta 2013, smo mi skušali v bistvu rešiti ta problem na en zelo specifičen način, in sicer tako, da bi pospešili nastanek teh novih virov, ki jih rabimo za tehnologije, na eni strani, da izkoristimo, kar je le mogoče od sodobnih tehnologij, predvsem tisto, kar se dogaja na področju računalništva in informatike, in na drugi strani, da bi izkoristili moč množic. Na isti način, kot recimo, če si predstavljate, kako nastaja Wikipedija. Če bi en človek pisal celo Wikipedijo, bi trajalo zelo dolgo časa, če to dela, ne vem, 100.000 ljudi, znotraj procesa, ki se mu reče množičenje, crowdsourcing, potem to lahko naredimo hitreje. In to smo takrat, nekako je bila to ideja, okrog katere se je vrtel predlog, kako lahko naredimo nov slovar sodobne slovenščine. Takrat smo rekli, da to lahko naredimo v 4 letih. No, to se potem ni zgodilo. Nekateri so tisti predlog imeli zelo radi, drugi ne. Ampak tisti, ki so imeli predlog radi, smo potem pristopili k nekemu skupnemu projektu, ki smo rekli Slovar sodobnega slovenskega jezika. In zato, da bi pokazali, kaj se da narediti v bistvu s tema dvema načinoma novima, da na eni strani izkoristiš tehnološke možnosti, na drugi strani izkoristiš moč množic, smo se lotili tega projekta, ki ga danes predstavljamo. Slovar oziroma Slovar sopomenke sodobne slovenščine, ki je nastal na naslednji način. Torej, vzeli smo že obstoječe vire. Recimo, da si predstavljate, imamo besedila 1.200.000.000 besedil različnih žanrov, besedil v slovenščini. Na drugi strani imamo nek vir, ki pač je nastajal 10 let, soliden, dober vir, angleško-slovenski slovar, potem lahko vzamete samo slovenski del tega slovarja in iz tega naredite neko tako veliko matriko, kjer se gručijo tiste prevodne ustreznice, ki so se zdele tistim, ki so slovar ustvarjali, da lahko nastopajo v istih prevodih, recimo iz angleščine. Temu potem dodamo še neke računalniške metode, kjer ne bom zdaj šel v podrobnosti, da se v besedilih, recimo v tej milijardi besedil, družijo te iste besede s podobnimi besedami v podobnih kontekstih in iz tega potem z nekimi precej kompleksnimi mehanizmi dobimo popolnoma avtomatsko, zapravo brez, da bi en človek, razen tistih, ki smo si zamišljali te algoritme in procese, karkoli naredil. To je bila potem izhodiščna zbirka, zato da bi pa se lahko karkoli zgodilo v zvezi z množičenjem, z močjo množic, ki potem nastopi po tem, ko je avtomatska zbirka narejena, smo dali to na splet na tak način, da omogoča reakcije ljudi. Se pravi, da lahko tisto, kar je bilo avtomatsko generirano, reagira kdorkoli na to, nekomu je všeč, ni všeč, določena sopomenka in na ta način pridemo do končnega slovarja, ki je tako rekoč se ves čas obnavlja in popravlja. In ta širši kontekst, ki ga je treba razumeti, je pa to. To ni samo slovar sopomenk sodobne slovenščine. Okrog tega je cel ekosistem podatkov o sodobni slovenščini, ki v končni fazi privede do tega, da bomo lahko imeli vse podatke o sodobni slovenščini v eni bazi in
to na način, da bodo vse tehnologije, ki te podatke rabijo, vsak imel dostop do tega. Po končni fazi, da s tem zaključim, da nekaj vam predočim, kaj to pomeni. Če bomo čez 1 leto imeli možnost poslušati ob 100. obletnici univerze predavanje, ki bo strojno prevedeno v realnem času, bo tudi to prispevalo k tej možnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Frek, iskrene čestitke. Na govorniški oder pa zdaj vabim docentko doktorico Dašo Stupica, ki nam bo predstavila klinični potek in izid antibiotičnega zdravljenja zgodnje diseminirane ali zgodnje lokalizirane limske borelioze. Raziskava je rezultat sodelovanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Torej, raziskava prihaja z infekcijske klinike, odkud tudi jaz, danes zjutraj prihajam do besedno, ker sem zaključila včerajšnje dežurstvo. Sodelavci so tudi iz Inštituta za mikrobiologijo, z Inštituta za biostatistiko, Medicinske fakultete, večina pa nas je klinikov, zato je raziskava povsem klinična. Eno izhodišče je klinično vprašanje, ali se bolniki, ki imajo diseminirano, razsejano obliko lanske borelioze, razlikujejo od tistih, ki imajo solidarno obliko, in to pomeni samo en eritema migrans. Lansko borelioza je bolezen, ki je v Sloveniji zelo pogosta, smo v vrhu incidenčno gledano v svetovnem merilu, zato imamo precej teh bolnikov, kar tudi izkoriščamo v raziskovalne namene, še vedno smo pa mi predvsem klinični zdravniki. Torej, raziskava je bila zasnovana prospektivno, vanjo smo vključili približno 200 bolnikov z multiplimi eritema migrans, torej z razsejano obliko kožne lanske borelioze in približno 400 bolnikov z zamejeno obliko te bolezni in ugotovili smo, da je pri bolnikih, ki imajo razsejano obliko bolezni, da so ti bolniki praviloma mlajši od bolnikov z zamejeno boleznijo, da redkeje opazijo, da so imeli uvod kropa, da se ga redkeje spomnijo, da je njihov primarni eritem nekoliko manjši kot pri tistih solidarno, torej zelo verjetno, to smo potem razlagali v diskusiji, da verjetno je že samo to, da opaziš več izkožnih izpuščajev, močnejši stimulus, da prideš k zdravniku in zato prideš prej, ko je ta eritem še manjši kot pri tistih, kjer gre za eno samo kožno spremembo. In da so imeli bolniki z razsejano boleznijo poleg kožnih sprememb tudi več neznačilnih simptomov pridruženih. Med te simptome sodi predvsem utrujenost, glavobol, bolečino v mišicah in sklepih. Hkrati so pa to simptomi, ki so zelo neznačilni, ki se lahko pojavljajo tudi pri ljudeh, ki so zdravi, torej pri ljudeh, ki niso preboleli lanske borelioze. In zato smo v raziskavo vključili tudi kontrolne osebe. To so bile tiste osebe, ki niso prebolele lanske borelioze. Izid zdravljenja smo ocenjevali tako, da smo spremljali, kako hitro po uvedbi antibiotika je kožna sprememba nazadovala, izginila in tudi kako pogosto so bolniki navajali te splošne simptome, ki smo jih prej našteli in ugotovili, da so tisti bolniki, to je zgodna rdeča črta, ki so imeli razsejano obliko bolezni, pogosteje navajali te simptome tudi še ves čas sledenja, ki je trajalo približno 1 leto, vendar po 1 letu se je delež teh bolnikov, ki so imeli pridružene simptome, približal deležu bolnikov s pridruženimi simptomi, kar smo šteli za neuspeh zdravljenja v skupini bolnikov, ki so imeli zamejeno bolezen. Ko pa smo primerjali skupino bolnikov s skupino bolnikov s lansko boreliozo, smo ugotovili, da nespecifične simptome navajajo približno enako pogosto. Zato smo za raziskavo lahko zaključili, da sta in diseminirana razsejana oblika kožne borelioze in zamejena oblika kožne borelioze pravzaprav precej primerljivi v končnem izidu zdravljenja, kar je imelo za nas povsem klinično uporabno posledico, da zdaj bolnike obravnavamo enako tiste, ki imajo multiple eriteme migrans, enako kot bolnike, ki imajo solidarne eriteme migrans,
kar je drugače, kot smo do sedaj postopali s temi bolniki. In predvsem še en pomemben zaključek je bil ta, da je pri interpretaciji simptomov, ki jih bolniki navajajo tudi še po zdravljenju lamske borelioze, potrebna silna previdnost in jih ne smemo povsem nekritično vrednotiti oziroma imeti kar za posledico lamske borelioze, saj so to simptomi, ki se jih ne da ločiti od simptomov, ki jih navaja tudi splošna zdrava populacija. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, iskrene čestitke. Učenci z disleksijo potrebujejo poleg oči tudi ušesa, pravijo raziskovalke z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Lenkestru. Zakaj temu tako, nam bosta povedali članici raziskovalne skupine, docentka doktorica Melina Košar-Babuder in izredna profesorica doktorica Karmen Pišur. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu sodelujočih v tej raziskavi in v imenu vseh otrok se vam zahvaljujem, da je tudi raje prispevek oziroma naš prispevek izbran med prispevki, ki so zelo pomembni raziskovalni dosežki. Disleksija je ena izmed najbolj raziskanih in tudi najpogostejših specifičnih učnih težav, saj zajema približno 60% populacije. Je fiziološko pogojena pravno napisovalna težava, ki vpliva na posameznika in na njegovo delovanje kar celo življenje. Je delno dovoljena, predstavlja pa v glavnem fonološki primanjkljaj, ki se kaže kot slabša sposobnost prepoznavanja, razvijanja in pa manipuliranja z glasovi. Ker je vseživljenjska težava, se te težave fonološkega zavedanja prenašajo iz maternega tudi na tuj jezik, še večjo oviro pa težave predstavljajo, kadar sta ortografska sistema teh jezikov zelo različna, kot je to na primer pri slovenščini in pa pri angleškem jeziku. Bolj transparentni jeziki, med katere sodi slovenščina, imajo jasne povezave med glasovi in pa črkami, medtem ko imajo netransparentni jeziki, med katere sodi angleščina, te povezave zelo nepredvidljive in pa dvomljene. Ravno to predstavlja velik problem pri učencih z disleksijo pri učenju angleščine. Potem pričajo tudi naši rezultati na NPZ-ju, se pravi nacionalnih preverjanj znanj pri učencih zadnja leta, kjer vidimo, da učenci s posebnimi potrebami, ki jih je večina otrok z disleksijo dosegajo bistveno slabše rezultate v primerjavi z drugimi učenci, zlasti pa na področju angleščine. Prilagoditve pri bralnem razumevanju so ključnega pomena, saj ravno avtomatizacija bralnih zmožnosti nižje ravni pomembno prispeva k višji ravni bralnega razumevanja. To pa imajo učenci z disleksijo zaradi počasnega in pa nepravilnega branja zelo slabo razvito. Zato so pomembne prilagoditve, da jim pomagamo. Najpogostejša prilagoditev je ponavadi krajše besedilo ali pa podaljšan čas. Mi smo pa vseeno ugotavljali, da bi morda tem otrokom ponudili tudi prilagoditev, s katerim bi jim omogočili tudi slušni vnos, ko učenec hkrati, ko bere, tudi posluša besedilo, vendar pa ta prilagoditev do sedaj ni bila dobro empirično podprta, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. Zato sta bili izvedeni dve raziskavi. V prvi smo želeli ugotoviti, kako na razumevanje različno zahtevnih angleških besedil, način vnosa besedila, to je samo branje s sočasnim poslušanjem, oziroma kot tretji način samo poslušanje, vpliva na bralno razumevanje slovenskih šestošolcev z disleksijo in brez nje. V drugi pa smo želeli ugotoviti, kakšne so razlike med spretnostmi nižjih ravni v slovenskem jeziku ter vsemi tremi vnosi besedila v angleščini pri isti populaciji učencev, se pravi z disleksijo in pa brez nje. Pozdravljeni. Obe raziskavi sta bili izvedeni na istem vzorcu učencev in sta zajemali 233 učencev brez disleksije in 47 učencev z disleksijo iz 8 osnovnih šol.
Kot glavni instrument smo uporabili 4 standardizirana besedila za preverjanje pravnega razumevanja. 2 izmed besedil sta glede stopnje pravne zahtevnosti so bili med lažje, 2 pa med zahtevnejši besedili. Za preverjanje razumevanja besedila s slušnim vnosom ob sočasnem danju ter samoslušnega vnosa smo uporabili posnetke naravnega govorca ameriške angleščine, ki je besedila prebral v počasnem govornem tempu. Razumevanje vsakega izmed besedil se je preverjalo 6 vprašanji, ki so od učenca zahtevala kratek odgovor v obsegu 1 do 6 izid in poleg nalog pravnega razumevanja pa smo uporabili še 4 standardizirane preizkuse z področja branja in pisanja. In če prejdemo k rezultatu, rezultati raziskave so pokazali, da so pri branju zahtevnejših besedil, ki so jih brali in kratko poslušali, več pridobili učenci disleksijo, kot pa njihovi vrstniki brez disleksije. Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da je poslušanje besedila med branjem diferencialna spodbuda za učence z disleksijo in lahko potencialno služi kot posebna prilagoditev v določenih ocenjevalnih in izobraževalnih kontekstih. Učenci z disleksijo, ki imajo pogosto manjšo kapaciteto delovnega spomina v primerjavi z vrstniki brez disleksije, razumejo več podrobnih informacij, ko lahko hkrati berejo in poslušajo zahtevno besedilo. Koristna spodbuda, ki jo prinaša poslušanje v branju, je pri mlajših učencih z disleksijo najverjetneje posledica dejstva, da se s poslušanjem zahtevnejšega besedila razbremeni predelovanje vidnega dekodiranja besed v tujem jeziku. To olajša natančno prepoznavanje besed in pridobivanje uspetih semantičnih informacij povezanih z besedo. Hkrati pa podpora, ki jo je učenec deležen na ravni prepoznavanja besed, sprosti vire delovnega spomina za razumevanje besedila na višji ravni. Ti koristni učinki poslušanja v branju bolj zahtevnih besedil so večji pri mlajših učencih z disleksijo, ki se učijo angleščina kot tujega jezika, od učinkov pri učencih, ki berejo v maternem jeziku, saj so leksikalne interpretacije v tujem jeziku pogosto slabše razvite, prav tako pa so bralni procesi nižjega reda, slabše avtomatizirani kot pa v maternem jeziku. V drugi raziskavi, ki je bila izvedena na resnem vzorcu učencev, smo ugotavljali razlike in proučevali odnose med bralnimi veščinami nižjega reda v slovenščini in razumevanjem različnih državnih angleških besedil pri različnih modalnih vnosih. Rezultati so pokazali, da v slovenščini, ki sodi v transparentne jezike, učenci z disleksijo po 5 letih poučevanja usmerjenega v pismenost še vedno zaostajajo pri veščinah naravnih besed v slovenščini za svojimi vrstniki, ki nimajo disleksije. Zato je tudi eden izmed pomembnih zaključkov te raziskave, da se merjanja naravnih besed v povezavi z drugimi diagnostičnimi testi še vedno lahko uporabljajo pri tej starostni skupini kot dober napovedovalec specifičnih učnih težav povezanih z disleksijo. Prispevek naše raziskave na tem področju je tudi ugotovitev, da je učenčeva zmožnost natančnega in hitrega črpovanja besed v maternem jeziku povezani s tem, kako dobro razumejo besedilo v tujem jeziku ob različnih vnosih besedila. Rezultati kažejo, da lahko preverjanje pisanja v maternem jeziku, kot je na primer narek, da potencialne diagnostične informacije o težavah učencev, ki jih imajo, ko besedilo le poslušajo, ter ko pa berejo in sočasno poslušajo. V zaključku bi želeli poudariti, da je slovenščina transparenten jezik z visokim ujemanjem črkami in glasovi. Zato so testi, ki merijo hitrost in natančnost branja v slovenščini, težko dovolj občutljivi za identificiranje zelo majhnih razlik med učenci. Na drugi strani pa imamo možnost, da ravno pri poučevanju oziroma učenju angleščine v predšolski dobi in prvem triletu osnovne šole lahko identificiramo tudi tiste otroke, ki pri testih v slovenščini ne kažejo na težave povezane z opismenjevanjem. Zahvala pri vsem učencem in učiteljem osnovnih šol, ki so sodelovali v projektu in svetovalnem centru z Ljubljane, prav tako v Univerzi v Lancastru in pa v Univerzi v Ljubljani, ki se že leta spodbudo tudi na programih Erasmus+, ki nam omogoča obisk, naprimer, torej tukaj v našem primeru Univerzi v Lancastru in še posebej pri zahvalja Duški Ravnik, ki je v tem področju zelo leta dobro sodeluje